Kje pa začnete graditi hišo? Kaj se naredi najprej? Pri temeljih. Vsaka stvar se začne pri temeljih. Gradnja hiše, to je osnova vsega. Ampak takole, ko pridete recimo na gradbišče, naravno šole, kaj najprej kuhate kavo, kakšna je prva naloga? Prvo nosiš pijačo. Aha, tega je bilo veliko na začetku. Tako, vsega. Od čiščenja do hodenja po malcu in take stvari. Povejte mi, kdo pa dela logistiko gradnje? To je priprava dela, imamo take biroje, pisarne, da priprava dela naredi in nam podatke vse da. Odlično, da se stvari ne zapletajo za vas. Tako, ja. Ste imeli kakšne začetniške težave? Ste bili štorasti? To jih ima verjetno vsak. Lahko pa rečem, da sem imel kar precej talenta, ker za zidarja moraš imeti talent, da lahko sploh obvladaš sistem. Pa tudi, kar je narobe mišljeno, da ne rabiš dosti vedeti, moraš ogromno znati. No, vse na tej ulici so skoraj vse hiše vaše, tudi tole ste tam zgradili, greva kar tja pogledati. Tako, lahko pogledamo, to je en končni izdelek. Imate kaj punc na delovišču? Trenutno jih nemamo, ampak če bi bili v Rusiji, bi sigurno imeli. V Rusiji je pa veliko vprašanja za punce, da delajo v gradbeništvu. Zidari, že skrivci, tesari. Tam jih je veliko, ne. Tudi bi sprejeli tukaj, če bi kakšno imelo zanimanje. Kako pa recimo modernizacija vpliva na vaš poklic? Je zdaj lažje kot včasih? Modernizacija vpliva tako, da je lažje delo, manj je fizičnega dela. Tako ga je dosti, ampak olajša si delo z stroje. In to je velika prednost za naš poklic. Se pravi, poleg zidarske spretnosti morate biti tudi malo tehnološko podkovani danes. Sigurno. Danes moraš slediti materialom, moraš biti, moraš brati načrte in vse te zadeve, da lahko tako hišo gradiš. In ta objekt boste predali kdaj? Decembra naslednje leto. Decembra naslednje leto. Ja, 2009. Ja, nič. Srečno na delovišču, vse naj vašim delavcem in lep objekt. Gor pa ni problem, ne? Pripravljen oder za montažo fasadnih elementov. Montirani fasadni elementi. No, takole bi pa izgledal zidar brez zidarskega odra. Aha, jaz že zdaj, ko mi držim, kaj še bi potem kaj zidala? Zato, ker je zidar poklic in ne šport, mora delavec v zidarstvu poznati varnostne predpise, poznati varnostno opremo, mora imeti pa tudi gradbeno dovoljenje. In vi predvsem brez vrtoglavice. Zidarstvo vsekakor zahteva celega človeka. Že komaj čakam, da poskusim. Svaki del je nevaren na gradbišču. Treba svakega pripraviti, delovne odre pripraviti, da so sigurni, da lahko delavec gore stoji, da dela, da material stoji gore zraven njega. Tako da ne bi smelo biti nevarno neč. Mora biti dober del. Seveda gradbeno delo, recimo, če se govorimo o zidarju, je seveda delo, kjer zahteva precej ročnih spretnosti in zato je potrebno tudi veliko vaje,
ki jo je potrebno pridobiti. Lahko se nekatere stvari naučimo, ko gledamo zraven, tu pa je seveda treba vaditi in še vaditi in še vaditi. Ali je to metavanje, ali je to zidanje, so to merjenja, ali kakoli, v vsakem primeru treba vaditi, ne. Zidarstvo je res en nepredvidljiv poklic. In brez zidarstva tudi teh čofotalnih užitkov in skakanja v vodo ne bi bilo. Brez zidarjev ne bi bilo mest, hiš in cest. Upam, da sva z Mojco predstavila čim več pogledov na zidarsko dejavnost. In da ste morda pomislili, da je to pravi poklic za vas.